Papež je najpomembnejša osebnost katoliški cerkvi in duhovni voditelj 1,4 milijarde katoličanov po vsem svetu ter naslednik svetega Petra. Ta je živel pred več kot 2000 leti, bil je izraelski ribič, Jezusov učenec in pozneje prvi rimski škof. Njegov grob je v baziliki svetega Petra v mestni državi Vatikan, ki je enklava oziroma nekakšen ozemeljski otok v italijanskem glavnem mestu Rimu. Vodja te najmanjše države na svetu je prav papež, ki v njej združuje zakonodajno, sodno in izvršilno oblast. Vatikan njegove prebivalce in papeža varuje približno 100-članska švicarska garda. Ker pa je papež vodja najmnožičnejše svetovne veroizpovedi, je njegov vpliv zelo močan po vsem svetu. Papež Frančišek, 266. rimski škof in prvi papež, ki ni bil Evropejec, Jorge Mario Bergoglio, je bil eden izmed 5 otrok italijanskih priseljencev v Argentini. Rad je imel nogomet in tango, po izobrazbi pa je bil kemijski inženir. Ko je bil leta 2013 izvoljen za papeža, si je izbral ime Frančišek po svetniku Frančišku Asiškem, skromnem ljubitelju narave, zaščitniku živali in revnih. Papež Frančišek je med drugim napisal prvo papeško okrožnico o varovanju podnebja, v kateri je jasno zapisal, da je za globalno segrevanje odgovoren človek. Tako kot vsi papeži je imel tudi Frančišek osebni grb s geslom in simbolom ključev nebeškega kraljestva. Nosil je papeški prstan z upodobitvijo svetega Petra in ribiške mreže, med javnimi nastopi pa se je vozil v posebnem vozilu Papa Mobilu. Na njegovo delovanje so se ljudje odzivali različno. Nekateri so menili, da je šel predaleč, na primer, ko je omogočil blagoslov istospolnih parov. Spet drugi so mu očitali, da ni šel dovolj daleč in da bi moral cerkev bolj posodobiti, denimo tako, da bi ženskam omogočil duhovniški poklic, kar se še ni zgodilo. V naslednjih 20 dneh se bodo kardinali z vsega sveta zbrali v Vatikanu, kjer bodo na zasedanju, ki se imenuje konklave, izvolili novega papeža.